Spoštovane občinske svetnice in svetniki, spoštovani predstavniki sedme sile, dragi navzoči, predstavniki občinske uprave, poročevalci in vsi ostali gostje, en lep pozdrav in dobrodošli na 8. seji občinskega sveta občine Kamnik. Predlagam, da preden začnemo ugotovimo sklepčnost, prosim, da pritisnete zeleno tipko. Od 29 članov občinskega sveta je prisotno 15, kar pomeni, da smo sklepčni in da lahko začnemo z delom. Prosim vas, da izključite mobilne telefone. Rojstni dan so od prejšnje seje praznovali Karmen Kaplja, dr. Janez Rifel, Edis Rujovič, Ivanka Učakar in magister Urban Bergant. Vse najboljše, čestitke. Sedaj pa prehajamo na potrditev zapisnika sedme seje občinskega sveta z dne 25. septembra 2019. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 8. Ima kdo pripombo na zapisnik? Če ne, prehajamo na glasovanje in sicer bomo glasovali o predlaganem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik sedme seje občinskega sveta z dne 25. september 2019. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 19 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je zapisnik potrjen in prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 8. Ima kdo predlog za razširitev? Besedo ima Ivanka Učakar. Hvala za besedo. Dober dan vsem. Predlagam, da se razširi dnevni red 8. seje občinskega sveta s točko volitve in imenovanja in da se potem ostale dnevne točke ustrezno preštevilčijo. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je na 7. seji 13.11.19 obravnavala odstopno izjavo člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kamnik, predlog za nadomestnega člana, vlogo sveta zavoda za turizem, šport, kulturo Kamnik, za izdajo soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda ter odstopno izjavo članice sveta javnega zavoda Mekinski samostan in predlog za nadomestno predstavnico ustanovitelja. Datumi so bili tako kratki, da gradiva ni bilo možno pravočasno vrstiti na dnevni red seje, zato predlagamo razširitev dnevnega reda. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Prihajamo na glasovanje. O tej razširitvi glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 21 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Ima še kdo predlog za razširitev? Besedo ima Ivanka Učakar. Enkrat imam še en predlog za razširitev z dodatnim predlogom sklepa pri točki volitve in imenovanja. Namreč Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je šele 15.11.19 prejela vlogo sveta javnega zavoda Mekinski samostan za izdajo soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda. Glede upoštevaje časovno omejitev je komisija v predlogu odločala na prvi dopisni seji, ki je potekala do 19. Prav tako glede na navedene datume gradiva ni bilo možno pravočasno vrstiti na dnevni red seje, zato predlagam dodatni predlog pri točki volitve imenovanja. Vemo, da so bile neke dileme glede pravne ustreznosti rešitev, zato je pri tej točki na seji prisoten tudi gospod Hribernik in bo lahko pojasnil kakšne dileme. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Prehajamo na glasovanje tudi v tej razširitvi. Glasujemo.
Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 21 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta predlog sprejet. Ima mogoče kdo predlog za umik? Ne. Za spremembo vrstnega reda točk? Ne. Potem prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoti. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.